Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela tekma 4. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Šiška oziroma na Žaku se bosta pomerila domači Bravo in Domžale. Zanimiv je podatek, da so Domžalčani v tej sezoni dosegli 4krat več golov kot Bravo. Ni bilo prave rešitve za ta dva nogometaša, Markuš in Jakupovič, znova Benjamin Markuš. Lepo so tole izpeljali Domžalčani, tu je Jošt Pišek, ki strelja. Ogrel je dlani Orbaniča, da bi prišli do priložnosti. Markuš pa hitro z avta, poiskal je Jakupoviča, znova Markuš. Obramba Brava se je že postavila, Jakšič napako, tu je Markuš. Markuš ima priložnost, Durdov in gol! Domžale vodijo z 1-0. Durdov je prišel do prvenca v prvi slovenski nogometni ligi in rumena družina je zasluženo prišla do vodilnega gola. Slabo je delovala obramba Brava. Odlična akcija Domžalčanov na desni strani, ustvarili so višek. Zares dobra akcija Benjamina Markuša, Durdov pa je žogo pospravil v mrežo in torej poskrbel za minimalno prednost Domžalčanov. Takole napaka Jakšiča, potem pa je Markuš preigral Trdina. Durdov pa se je odlično znašel ob višjemu križanju. Se je uspel zagraditi in priti do strela z obrata. Markuš je zares lepo prodrl. Ansana, krasna poteza Ansane, tu je Kurtovič, pa zdaj Kavčič za Ansano, ki nadaljuje z gibanjem. Ansana je sprožil lahko delo za Mulaliča. Danes je stopil v čevlje Slobodana Vuka in treba je reči, da Kamničana zelo dobro nadomešča. Alič je pri žogi, poiskal je Jošta Piška, krasna poteza Piška, Alič pred vrata, dobra žoga, potem pa Durdov. Pišek ali Jakupovič, Pišek, to da brani Orbanič. Nekaj časa so Domžalčani ukradli, pa tisti odmor za osvežitev, številne zamenjave. Sam moram priznati, da sem pričakoval največ 5 minut, ampak tudi ta ocena se mi zdi povsem v redu. Zdaj Šaranič, ki strelja, to da brani Mulalič. Dejan Grabič, vajeni smo, da zelo dobro krenete v tekmo. Danes pod prve minute niste bili najbolj odločni. Kaj je morda razlog za anemičnost na začetku srečanja? Pa ne bi rekel, da je bila anemičnost. Nismo znali usiliti svojega ritma. Druga stvar pa na njihov nek srednji ali pa zelo nizak blok smo bili premalo konkretni. Ponudilo se nam je ogromno prostora, desno, levo, ob njihovih napadalcih in smo z lahkoto hodili ven iz prvega kot pritiska. Od tam naprej pa smo prepočasi razmišljali o zadnji podaji, o podaji za njihovo zadnjo linijo. Tako v prvem polčasu, ko je to bilo, ne vem, ko so imeli linijo, ne vem, na 30 metrih ali pa v drugem, ko so imeli na 16 metrski in niso šli ven. Ista zgodba, se pravi, mi bi morali tukaj ta bunker znati izigravati z bolj konkretnimi podajami za linijo. Tega smo delali premalo in nažalost nismo zadeli. V samem zaključku tekme oziroma še predtem so nogometaši Domžal precej zavlačevali oziroma se valjali po tleh. Kako bi to komentirali? Ne vem, mislim, da tega noče noben gledati. Jaz vem, da so pred to tekmo oziroma da vse narediš za rezultat, je logično to. Ne? In da so bili v podobni situaciji kot mi. Ampak jaz se sprašujem, kdo bo to gledal, kdo bo, ne vem, pridejo skauti, pridejo ne vem, ogledniki drugih klubov. Če bomo šli v tej smeri, ne rečem, da mi ne bi se podobno posluževali, ampak to je bilo že nehigienično na koncu. In dodatek sodniški je bil korektno, kot mislim, da mora biti, ampak spet ne pomembna stvar na tej tekmi. Pomembno je, da mi nismo znali prebiti bunkra in to je neka šola za nas. Zdaj vemo, kako prihajati v te situacije, moramo biti pa bolj konkretni potem, ko pridemo visoko pred njihov gol. Simon Rožman, prva zmaga v letošnji sezoni, se zdaj kaj lažje diha?
Ja, sigurno smo bili, bom rekel, v enem slabem psihološkem momentu. Ekipa se skozi dobro trenira in sigurno je pustili posledice, da praktično zadnje 2 tekmi smo ob sodnikom Žvižga dobili gol. Tako da to je sigurno pustil pečat. Nekako smo se danes prilagodili, bom rekel, taktiko, da smo šli v en drug sistem, da smo malo bolj zaprli, bom rekel, vrata, poti do naših vrat. Nekako nam je uspevalo in sigurno, bom rekel, danes je bil cilj samo 3 točke in sem vesel, bom rekel, za fante, posebej še kot včeraj na treningu. Ena hujša poškodba Slobodana Vuka in smo bili, bom rekel, kar v enem težkem momentu. Kakšno je morda ob tej priložnosti stanje s Slobodanom Vukom? Jaz se bojim, da je v neko sezona zaključena. Nekako smo ga vrnili med žive. Bom rekel, mislim, da bo mogel na operacijo, da mu je počela kost in bom rekel, vse naše misli so danes sigurno tekme bile z njim in to tudi po treningu včeraj se bom rekel poznalo ta psihološki moment, da enostavno nismo mogli odigrati drugače kot tako, na takšen način, kot smo se odločili. Danes ste torej odlično krenili v tekmo, takoj nanizali nekaj priložnosti, nato pa ste se po doseženem golu postavili nazaj, nadzorovali potek srečanja, torej po vaših besedah ste se za to odločili sami. Ja, dejansko smo zavestno nekako prepustili igro Bravu, nekako nismo želeli shajati v visok pritisk, da ne bi puščali po neko prevelikega prostora, tako kot sem rekel, mentalno in tudi psihološko, vse to, kar se nam je mogoče zadnje 2 tekme in predvsem včerajšnji trening zgodilo, enostavno nismo bili v momentu, da bom rekel, naredimo karkoli drugače. Mitja Križan, danes ste hitro prejeli zadetek, kaj je morda razlog za nekoliko slabši uvod v tekmo z vaše strani? Definitivno se lahko strinjamo, da smo slabo stopili v igro, mogoče malo anemični, brez borbe, brez želje. Druge žoge so nam pobirali duele in tako smo dobili zadetek prepoceni, ampak potem smo se skozi tekmo dvigovali, prevzemali pobudo, ampak vseeno nismo na koncu zadeli. Bili ste precej podjetnejši potem od Domžal, tudi ti si recimo velikokrat z diagonalnimi podajami iskal bočna branilca, bi morda morali igrati več preko sredine ali kaj je po tvojem mnenju razlog, da si niste ustvarili toliko priložnosti? Ja, mislim, da so nas Domžale mogoče malo dobro analizirale, niso nam puščali prostora v sredini, tako da smo mogoče malo linijo so malo postavili nižje, tako da smo probali nekako z nekimi nasilo, mogoče dolgimi žogami iskati beke naše, da bi preko centrov centrirali, zabili, ampak so nas dobro zaprli. Ivan Durdov, zabeležili ste prvo zmago v letošnji sezoni. Je ta še kaj slajša, ker ste prav vi dosegli prvenec v prvi slovenski ligi? Pa drago mi je zbog prvog pogotka naravno, ali najviše zbog pobjede, zbog zmage. Bilo je teško, baš zbog toga što je bilo teško je slađe i mislim da smo danas bili bolji i zasluženo smo zmagali.